Lep pozdrav in dobrodošli na tem javljanju, ker bom govoril o darilu toksičnih oziroma narcističnih odnosov in kako nam je lahko odnos z neko osebo, ki jo lahko diagnosticiramo kot narcisa ali sociopata, kako nam je lahko v bistvu v podporo pri naši osebni rasti, prebujanju in celo osebnemu zdravljenju. Vse, kar boste slišali tukaj, je moje osebno mnenje, moje osebne izkušnje. Sem dal tudi nekaj takih odnosov skozi. Zadnje 7 let pa delujem kot mednarodni certificiran trener pri Ameriškem centru za nenasilno komunikacijo. Prva stvar, ki jo bi želel ovekovečiti, je to, da verjetno, če to poslušaš, te ta tematika izredno zanima, mogoče si ravno izstopil oziroma izstopila iz enega takega težavnega odnosa ali pa si ravno v tem vrtincu in nekako ugotavljaš, da tako ne gre več naprej, da te tak odnos ne več podpira, da se oseba, s katero si v odnosu, obnaša res na nek tak tragičen način. In se mi zdi pomembno ovekovečiti to zmedenost in mogoče celo bolečino ali pa brezup, ki se v takih situacijah pojavlja. Prva stvar, ki jo jaz v takej situaciji predlagam, je, vsaj kar sem jaz naredil, je umik. Postavljanje nekih jasnih mej in umik iz takega odnosa, to je tudi po moji izkušnji pomembno, bil nek tak pomemben korak, sicer zelo težek, ampak zelo pomemben. In pa učenje. Zame je bilo izrednega pomena, da sem se, ko sem iz enega takega odnosa izstopal oziroma uspel izstopiti, da sem se v bistvu začel poučevati o tem, kaj sploh je narcisizem, narcisoidna motnja, kaj sploh pomeni sociopatija. Tako da vas tle res povabim. Veliko enih študij, veliko enih videoposnetkov o tem, kako se taki ljudje obnašajo, kako se odzivajo. Tako da vam res polagam na srce, da si čim več od tega preberete. Jaz bi pa želel tle osvetliti predvsem določene vidike, ki jih ne tolikrat zaznam pri ljudeh, ki govorijo o teh toksičnih odnosih. In eden izmed prvih je ta, da spet z vidika nenasilne komunikacije, beseda toksičnost, toksičen, nekdo je toksičen, to je neka diagnoza, ne. Se pravi, tukaj bi to lahko analizirali, da gre za nek odnos, v katerem ena ali več potreb določenega posameznika niso zadovoljene, mogoče daljše časovno obdobje. Enako velja za narcisizem in sociopatijo, to so tudi spada pod jezik diagnosticiranja. Pri nenasilni komunikaciji se diagnoz skušamo nekako izogibati. Vsekakor pa jaz tukaj vabim, da raziščete tudi ostale vidike, ki jih ponuja klinična psihologija. Zame je en tak večjih aha momentov, je to, da sem v bistvu ugotovil, da smo ljudje različno strukturirani. Skozi naš razvoj, skozi naše odraščanje se nam izoblikuje določena osebnostna struktura in naše osebnostne strukture so tudi nekako pogojene z določenimi obrambnimi mehanizmi. In zdaj, ko govorimo o tem prav o narcisizmu oziroma o sociopatiji tudi, bi si upal reči, da so te strukture izredno rigidne, se pravi, tako kot so se te osebnosti oziroma obrambni mehanizmi teh osebnosti strukturirali, gre v bistvu za izredno močen obrambni mehanizem, ki tako osebo ščiti pred določeno bolečino. Tako da to se mi zdi pomembno, vsaj zame je bilo pomembno vnašanje zavedanja v to dejstvo, da taka oseba
ni zanalašč taka, kot je, in se ne zanalašč obnaša kot taka, ampak enostavno drugače ne zna in ne zmore. Zato govorimo tudi tle lahko o neke vrsti motnje, se pravi ta njihova osebnostna struktura oziroma ta obrambni mehanizem je tako močen, da jim ne dopušča, da bi nekako sploh uvideli neko drugo plat svojega lastnega vedenja. Kot drugo, kar se mi zdi pomembno, je, da je z neko tako osebo, če opazimo res, da se vedejo na tak način, se pravi, tle govorimo recimo pri narcisizmu, velikokrat take osebe nekaj rečejo in naredijo nekaj čist kontra in potem tebe obtožijo nazaj, da si ti kriv, in potem imamo ta cikl te trojnosti, ta love bombing, potem je ta devalvacija in potem ta discard oziroma zapustitev, kar je tudi v bistvu zelo problematično, predvsem pri pojavu sociopatije oziroma pri kombinaciji teh dveh motenj, da se navzven ne takoj opazi, mogoče se navzven opazi celo nek tak močen šarm pri takih osebah, da so v bistvu zelo šarmantni, privlačni, karizmatični, in to so že neki taki red flagi, na katere smo lahko pozorni, sem lahko tudi jaz zdaj v prihodnosti sem pozoren, koliko takega opazim. To spet ne pomeni, da ne bom se spuščal v razna sodelovanja ali pa odnose z drugimi osebami, sem to, da imam zdaj malo več enega zavedanja in sem pač bolj pozoren. V končni fazi, ko govorimo o narcisizmu in sociopatiji, to, kot jaz vidim, govorimo v bistvu o enem spektru, se pravi, na enem strani spektra imamo recimo narcisizem ali pa narcisistično osebnostno strukturo, na drugi strani spektra pa soodvisnost, se pravi, neka oseba, ki je soodvisna. In ponovadi se taki dve osebnostni strukturi, taki dve osebi najdeta in se nekako zlijeta v eno, v neko sodelovanje, v en tak začaran krog. Enako velja, če pogledamo spekter sociopatije in pa empatije, imamo na eni strani neko osebo, ki je globoko empatična in sposobna oživljanja v druge ljudi in vse razume in razume njihove potrebe in vse razume, zakaj in kako funkcionirajo. Pretirano empatični ljudje ponovadi niso sposobni postavljati mej, pa imaš pa na drugi strani imaš pa te sociopatske osebnosti, ki pa nimajo kapacitete za oživljanje v druge, ki v bistvu poskrbijo sam zase, za svoje potrebe, tudi na zelo tragične načine, in zaradi tega, ker jim pomanjka ta kapaciteta za oživljanje in v druge in za empatijo, lahko potem tudi druge ljudi poškodujejo. Če pogledamo še nekaj o teh obrambnih mehanizmih, se pravi, to so neki obrambni mehanizmi, ki so se razvijali čez celotno otroštvo. In zdaj, ne glede na to, koliko mi vemo o sociopatiji in narcisizmu, če smo v nekem takem intimnem odnosu s tako osebo, jaz mislim, da skoraj ni variante, da jim bomo nekako kos. Ker bojo na svoje zelo pretkane načine nas nekako držali v tem cikličnem začaranem krogu. Edina rešitev je, če se pač o tem dejansko odprto pogovarjamo z njimi, če oni to uspejo priznati in si poiskati neko ustrezno pomoč nekega eksperta, ki obvlada in veliko ve o teh motnjah, o teh obrambnih mehanizmih. Največji problem pa je, vsaj kolikor jaz opažam, da ljudje, ki so bolj v tem ekstremu sociopatije in narcisizma, največkrat tega ne priznavajo, se imajo nekako za nadpovprečne, za vsemogočne, ne priznajo teh svojih napak. Moja izkušnja je tudi, da kadarkoli govorim s komerkoli o teh aspektih narcisizma, recimo, če govorim to o nekih prijateljih, znancih, veliko ljudi opazi pri sebi tovrstne kvalitete. In si upam reči, da imamo do določene mere vsi te kvalitete, se pravi, vsi do neke mere delujemo na ta narcisističen način, na sociopatski način, odvisno od naše kapacitete. Kakšen dan imamo večjo kapaciteto za empatijo, smo lahko empatični, kakšen dan pa pač ne, se nagibamo bolj k temu drugemu spektru. Se pravi, težava ni v teh ljudeh, ki nekako se lahko odpiramo tem aspektom naše psihe. Jaz bolj vidim kot težavo tam, kjer so te ljudje, ki so
ekstremno nagnjeni k tovrstnim načinom delovanja in recimo, ne vem, jaz poznam recimo kolege tudi iz delovnega področja, recimo je oseba nekaj dejansko ukradla, vzela zase in potem tega recimo ni priznala. Morda celo obratno, ne govorijo, da so neki globoke integriteti, ki jo seveda ne znajo obrazložiti, potem nas začnejo mogoče celo nazaj obtoževati, čeprav je pač so povsod jasno vidni dokazi, da so pač tisto zadevo recimo ukradli, ne. Skratka, problem se pojavi pri takih ljudeh, ko ne preoprašujejo ali pa niso sposobni prijemati nekega feedbacka, niso sposobni preopraševanja svojih vzorcev vedenja, delovanja. Mogoče celo verjamejo, da imajo, ne vem, popolno zavedanje vsega, kar se okrog njih dogaja, da so pač najboljši, da so vsevedni. Tukaj se mi zdi potem težava, potem govorimo o neki osebnosti, ki je res močneje nagnjena k temu spektru, ki jo lahko imenujemo kot narcisistična ali pa sociopatska. Kar se mi zdi zdaj v bistvu še najbolj pomembno, je pa to, zakaj smo si mi tako osebo priklicali v svoje življenje. No, eno je to, da je dejstvo, da je po raziskavah je v bistvu približno 1% ljudi, ki so nagnjeni k sociopatiji, 6% pa oseb, ki so nagnjeni k narcisizmu, se pravi, to je kar velika številka, tako da je zelo verjetno, da bomo v svojem življenju naleteli tudi na kakšno tako osebo. Že sam zaradi tega se mi zdi smiselno se o tem poučiti čim več. Kot drugo, pa če smo se že zapletli recimo v nek intimen odnos s tako osebo ali pa v nek delovni odnos s tako osebo, ne, in potem vidimo, da se naenkrat zgodi nek shift in da naenkrat ta oseba, ki je bila prej zelo odprta in prijazna in nam je nosila darila in nas hvalila in bila vsa entuzijastična, ne, če naenkrat vidimo, da se to spreobrne, pol se mi zdi eno tako veliko vprašanje, zakaj smo si to priklicali. In jaz bi si upal reči, da če smo se že zapletli v odnos s tako osebo, da se tle dogaja nekakšna resonanca, se pravi, da je magnituda travme te osebe, ki je pač narcisistična, sociopatska, da je v bistvu zelo podobna magnitudi naše lastne travme. In to je bilo recimo meni tudi nekako težko zaobjeti na začetku. Se pravi, če smo mi zapleteni z neko osebo, ki je narcisistična, to pomeni po drugi strani, da smo mi izredno soodvisni. Se pravi, to pomeni, da smo mi, da ne znamo postavljati svojih mej, da ne obvladujemo svojih čustev, da nosimo v sebi v bistvu eno to travmo, ki nam onemogoča, tudi nam, tako kot njim, nam onemogoča stik z našo lastno avtentičnostjo in z našo lastno močjo. In jaz bi ravno to rekel, da je lahko potem povabilo takega odnosa, da se zbudimo k zavedanju vrednosti naših potreb, da se zbudimo k zavedanju, da smo vredni ljubezni, spoštovanja. Se pravi, da začenjamo v bistvu prebujati stik z našimi potrebami in da jih začenjamo v bistvu ovekovečati znotraj nas. Da začenjamo iz tega več kot imamo stika s temi našimi potrebami, več kot jim dovolimo, da obstajajo, da se zavedamo, da je okej, če so te potrebe zadovoljene in videne. Lažje potem jih v bistvu izražamo in postavljamo meje v takih odnosih. Lažje tak odnos zapustimo. In naslednji korak, recimo, če smo uspešno se uspeli odstraniti iz takega odnosa, kaj nas potem čaka? Potem nas čaka v bistvu lahko kar neko težko soočanje s samimi sabo. Zakaj je težko? Nekaj potem ni več druga oseba kriva, ne more biti druga oseba kriva in odgovorna za to, kako se mi počutimo. Ampak se lahko prebudimo v dejstvo, da smo mi odgovorni za to. Mi smo odgovorni za naš živčni sistem, mi smo odgovorni za svoje potrebe, mi smo odgovorni za proces našega zdravljenja v bistvu. In tle recimo to, ko se mi zdi, da vsaj pri meni se je spremenilo, seveda prvi dve leti recimo, ne, odkar sem izstopil iz takih odnosov, seveda ko še nisem bil dovolj izceljen, bi lahko temu rekel, ne, sem do takih oseb gojil zelo tak, ko bi rekel, ja, tak negativen prizvok, ne, v smislu obtoževanja, ali ta je narcis, ne, ona ženska je sociopat. In v bistvu to obtoževanje nakazuje na to, da zgolj še nisem naredil dovolj dela na sebi, še nisem dovolj izcelil svojih travm, še nisem dovolj požel svoje moči, ker tle se zgodi potem neka tranzicija.
če s pomočjo različnih terapevtskih tehnik, različnih vaj, pridemo v stik z lastno močjo, potem takih ljudi ne bomo več obtoževali. Saj jaz vidim, da jih da jih v bistvu ne več obtožujem. Ampak imam zavedanje, da obstajajo, zdaj vidim, kako funkcionirajo, zdaj vidim te njihove obrambne mehanizme. Zdaj vidim, kje sem se zapletel z njimi. In to se mi zdi neko tako ključno razlikovanje, da se zavedam, da so ljudje različno strukturirani in da bodo delovali na tak način, da so v bistvu oni sami ujeti v ta mehanizem svoje osebnostne strukture. In pač jim ne verjamem več, ne? Ker znam razpoznati vnaprej te karakteristike. In zdaj, ko imam globlji stik s svojimi potrebami, s svojo močjo, ko lažje postavljam svoje meje, kaj pol tudi, mislim, ena taka zanimivost, kaj se pol zgodi, pol naenkrat ne bom več zanimivi takim ljudem, ker neka narcisistična sociopatska oseba bo pač iskala ljudi, ki si jih lahko pač podredi, ki se lahko z njimi, uporabo besedo manipulira, ki lahko svoje potrebe zadovoljujejo na račun njih. Tako da iz tega vidika je v bistvu odnos s tako osebo je za vas eno gromozansko darilo. Če uspete postaviti mejo na način, da se zavedate, da oni niso odgovorni za to, ko se vi počutite, oni niso odgovorni za vašo travmo, ampak ste vi sami za to odgovorni. Na ljubeč način, da stopite na pot svojega opolnomočenja. Mogoče še za konec neki tehniki, neki terapevtskih pristopov, ki so meni izredno pomagali. Kaj bi vam predlagal, se pravi, sem že na začetku omenil, eno je to, da se čim več preberete različne literature o temu. Predvsem bi predlagal, da prisluhnete terapevtom in knjigam, ki skušajo nekako objektivno govoriti o temu, se pravi, da ne obsojajo teh ljudi. Druga plat pa je, da si poiščete ustrezno pomoč. Jaz bi osebno tle povabil predvsem terapije, ki se ne nanašajo samo na neko analitično razumevanje, ampak ki so predvsem fokusirane na telo in na razreševanje travme. Tukaj predvsem predlagam delo Petra Levina in ta njegov Somatic Experience. Jaz sem osebno imel enega terapeuta iz tujine, vem pa, da se zdaj tudi pojavljajo že slovenski terapeuti. Potem bi pa predlagal dihalne vaje, redno izvajanje dihalnih vaj za resetiranje lastnega živčnega sistema. Če želite, jaz sem naredil en kratek spletni tečaj dihalnih vaj, mi lahko javite, pa ga od mene pridobite oziroma kupite, ali pa najdete pač kakršenkoli drugi tečaj dihalnih tehnik, ki nekako je fokusiran na balansiranje oziroma uravnovešanje in umirjanje in resetiranje živčnega sistema. No, ostale stvari, ki še jaz počnem, pač meditacija, kakšen stretching, biti fizično aktiven, kreativnost, pisanje, risanje, glasba. In se lahko ustvarite neko svojo, negovalno rutino, nekaj, ki vas res podpira. Tako da to je to za enkrat iz moje strani. Upam, da vam je bil ta posnetek v podporo. Vesel bom kakšnega komentarja in se kmalu spet slišimo.